Glasbeni utrip. Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Danes bomo v glasbenem utripu govorili o 6 koncertih, ki so obarvali pretekle dni. Glasbeni sprehod bomo začeli v dvorani Union v Mariboru, kjer je nastopil simfonični orkester Zahodno-nemškega radia iz Kölna, in nadaljevali v ljubljanski Slovenski filharmoniji, kjer je potekal 3. koncert pretežno vokalnega cikla z naslovom Ljubezenski ples. V Cankarjevem domu je v okviru abonmaja Kromatika nastopil simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko dirigenta Gaetana Lococa. Na odru Narodnega doma Celja je nastopal trio Janus. Učiteljski pevski zbor Emil Adamič pa je izvedel jubilejni koncert ob stoletnici svojega delovanja. Oddajo bomo sklenili v Trstu, kjer uprizarjajo Rossinijevega Seviljskega brivca. V torek 2. decembra je v dvorani Union v Mariboru gostoval mednarodno uveljavljeni simfonični orkester Zahodno-nemškega radia iz Kölna, ki je izvedel 2. koncert orkestrskega cikla Narodnega doma Maribor. Vodil ga je ugledni britanski dirigent Andrew Menzi. Solistka je bila izjemna nemška violinistka Isabelle Faust. Podrobneje Tjaša Krajnc. Simfonični orkester Zahodno-nemškega radia iz Kölna so ustanovili leta 1947. Poleg bogatega repertoarja je njegovo poslanstvo predvsem v izvajanju sodobne glasbe, saj so zanj pisali in mu posvetili svoja dela številni skladatelji, kot so Luciano Berio, Hans Werner Henze, Krzysztof Penderecki, Karl-Heinz Stockhausen in Bernd Alois Zimmermann. Simfonični orkester Zahodno-nemškega radia je eden najboljših orkestrov z mednarodnim ugledom, ki redno gostuje na najpomembnejših prizoriščih in festivalih po Evropi, v Aziji ter Severni in Južni Ameriki. Z večkrat nagrajenimi posnetki pa je že več kot 70 let eden najpomembnejših nosilcev glasbenega življenja v Nemčiji. Orkester redno nastopa v filharmoniji v Kölnu, sodeluje z najuglednejšimi koncertnimi hišami v Nemčiji in po Evropi ter svoje koncerte prenaša po radiju, televiziji in spletu. Orkestrske glasbenike iz Kölna je tokrat vodil izjemni britanski dirigent in violinist Andrew Menzi, ki slovi tudi kot velik poznavalec zgodovinske izvajalske prakse od zgodnjega baroka do pozne romantike. Poslušalce pa prepriča z obsežnim in poglobljenim poznavanjem simfoničnega repertoarja ter izredno sposobnostjo komunikacije z glasbeniki, pa tudi z občinstvom. Andrew Menzi je simfoniki Zahodno-nemškega radia iz Kölna v Mariboru gostoval med koncertno turnejo od Kölna prek Ludwigsburga in Nürnberga do Maribora, nadaljevali pa so jo v dvorani glasbenega združenja na Dunaju in turnejo končali v Münchnu. Andrew Menzi je z orkestrskimi glasbeniki Zahodno-nemškega radia iz Kölna izvedel 4 mojstrovine 3 izmed vodilnih skladateljev 19. stoletja. Najprej uverturo k Schillerjevi igri Nevesta iz Messine Roberta Schumana, nato z violinistko Isabelle Faust 2 koncertantni deli iz obdobja romantike, violinski koncert v E-molu opus 64 Felixa Mendelssohna Bartholdija, v drugem delu pa fantazijo za violino in orkester v C-duru opus 131 Roberta Schumana. In nato z orkestrom najstarejše delo večera, nedokončano simfonijo v H-molu Deutsch 759 Franza Schuberta. Andrew Menzi. Sam se vedno vprašam, ne glede na to, ali izvajam Schumanovo ali Bartokovo glasbo, kako naj bi ta glasba zvenela in kako je skladatelj želel, da bi jo izvajali. Vprašanja so zelo podobna, kot če bi izvajali baročno glasbo. Odgovori pa so seveda zelo drugačni. Imam pa še vedno enak zgodovinski pristop do izvajanja glasbe. Zame je to zelo pomembno. Ko sta na sporedu, recimo Mendelssohn in Schumann, je nevarno, da če ne vprašate zahtevnih vprašanj, pride do enake izvedbe, kljub temu, da je njuna glasba zelo različna. Tudi ko gre za glasbo, ki je v prostoru in času nastala zelo blizu, pa vendar lahko zveni zelo drugače. Zato se sam o teh stvareh veliko sprašujem, orkestri pa ta izvajalska vprašanja vedno bolje razumejo, s tem pa se je tudi prav zabavno ukvarjati.
Govorim recimo o fraziranju in glasbenem ravnovesju, zato upam, da bodo poslušalci ob naši izvedbi Schumannovih skladb, uverture, ki igri Nevesta iz Messine in Fantazije za violino in orkester, slišali, da ne zveni tako gosto in težko. Ljudje so namreč tradicionalno menili, da Schumann ni znal dobro orkestrirati, a to ne drži. Menim, da smo njegovo glasbo izvajali z napačno zvočno predstavo. Zelo zanimivo in nenavadno pri Schubertovi nedokončani simfoniji je, da je to najstarejša skladba v našem sporedu, iz leta 1822, zame pa iz različnih razlogov zveni najbolj moderno. Prvič so jo izvedli šele leta 1865 na Dunaju, to je kar 43 let potem, ko jo je Schubert napisal. Takrat sta bila Schumann in Mendelssohn že mrtva, simfonijo pa je slišal Johannes Brahms. On in drugi poslušalci so bili zelo presenečeni, kako zelo moderno je zvenela ta simfonija, res sijajen, veličasten romanticizem. Schubertovo nedokončano simfonijo štejem kot 8. simfonijo, saj je bila 7. simfonija, ki je v E-duru, muzikološko predelana. To 7. simfonijo sem z orkestrom tudi večkrat izvedel. Simfonija je celovita s 4 stavki, ima vse melodije, ohranjeni so tudi pomembni podatki, manjka pa orkestracija. Nedokončana simfonija je definitivno Schubertova 8. simfonija. So this, the unfinished, is definitely number 8 for sure, yes. Andrew Menzi je simfoniki zahodno-nemškega radia iz Kölna v Mariboru najprej predstavil uverturo k igri Friedricha Schillerja Nevesta iz Messine, opus 100 iz leta 1851, ki je ena najbolj dovršenih stvaritev znamenitega nemškega skladatelja zrele romantike Roberta Schumana iz njegovega zadnjega ustvarjalnega obdobja. V drugem delu koncerta je z orkestrom izvedel najstarejšo skladbo na koncertu, nedokončano simfonijo v H-molu, Deutsch 759, delo velikih razsežnosti v 2 stavkih avstrijskega skladatelja Franza Schuberta iz leta 1822. Medtem ko je v sonatni obliki prvega stavka nedokončane simfonije, ki temelji na notranjem razvoju, za drugo temo stavka značilna lirična melodija, drugi stavek prehaja med 2 kontrastnima temama, lirično v rogovih in nizkih godalih ter temo otožnega občutja, ki se razvija v dvogovoru klarineta in oboe. Orkestrska igra je bila dinamično večplastna in razgibana, pod sugestivno taktirko dirigenta pa zelo homogena in izrazno poenotena. Solistka večera je bila izjemna nemška violinistka Isabel Faust, ki je že v mladih letih zmagala na prestižnem Paganinijevem tekmovanju v Genovi ter se hitro uveljavila na mednarodnih odrih. Prejela je vrsto najprestižnejših glasbenih nagrad, kot so Mednarodna nagrada za klasično glasbo ICMA, Gramophone, Echo Classic in Diapason d'Or. Isabel Faust enako prepričljivo izvaja glasbo od 18. do 20. in tudi 21. stoletja, Johana Sebastiana Bacha, Beethovna in Schumana, Bartoka in Messiena ter sodobnega ustvarjalca Jörga Widmana. Sodeluje pa tudi z ansambli, specializiranimi za historično izvajalsko prakso, baročne in klasicistične glasbe. Isabelle Faust. Ich wollte gerne mit diesem Mendelssohn-Konzert auf Tournee gehen, aber ich wollte gerne das Stück. Za koncertno turnejo sem izbrala violinski koncert v E-molu Felixa Mendelssohna Bartoldija, a sem ga želela z drugačno skladbo posebej osvetliti. Tako sem dodala fantazijo v C-duru Roberta Schumana. Zelo me navdušuje Schumannova glasba. Pogosto igram to fantazijo, rada igram tudi Schumannov violinski koncert. Fantazija je njegova predhodnica, napisal jo je nekaj tednov pred koncertom, obe skladbi pa sta nastali med skladateljevimi zadnjimi deli.
Fantazija je zelo posebna in ganljiva skladba, ki jo na koncertih le redko slišimo. Zato se mi je zdelo pomembno in primerno to delo predstaviti poleg zelo znanega in priljubljenega Mendelsonovega violinskega koncerta v E-molu. Med obema skladbama obstaja zelo veliko povezav in skupnih točk. Povezuje ju na primer sloviti violinist Josef Joachim, za katerega je Schumann napisal to fantazijo. Hkrati pa je Joachim velikokrat izvedel Mendelssohnov violinski koncert pod skladateljevo taktirko. Prvič ga je igral, ko je imel komaj 14 let, nato pa je bil kot interpret zelo pomemben pri izvajanju obeh del. Joachim je zelo rad in pogosto igral Schumannovo fantazijo, prav tako pa je pogosto izvajal Mendelssohnov violinski koncert v E-molu. Schumann je v fantaziji napisal tudi kadenco, ki je značilna tudi za Mendelssohnov koncert, Schumann pa z rikošejem in odskoki z lokom izpelje svojo kadenco v odsek tutti, kot je videl že v kadenci Mendelssohnovega violinskega koncerta. Zato menim, da je Schumann zelo dobro preučil Mendelssohnov koncert, preden je napisal fantazijo in nato svoj veliki violinski koncert v D-molu. Jeden Fall vom Mendelssohns Violinkonzert abgeschaut. Also ich denke, Robert Schumann hat das Mendelssohn Violinkonzert sehr gut studiert, bevor er die Fantasie geschrieben hat und dann später auch sein großes Violinkonzert. Violinistka Isabel Faust je s simfoničnim orkestrom zahodno-nemškega radia pod taktirko Andrewa Menzija izvedla koncert za violino in orkester v E-molu opus 64 Felixa Mendelssohna Bartholdija iz leta 1844 v 3 kontrastno zasnovanih stavkih. S prvim hitro tekočim stavkom, virtuoznim značajem in značilno kadenco, ki jo je Mendelssohn zapisal v celoti, z drugim počasnejšim stavkom v 3-delni pesemski obliki, ki je po glasbeni vsebini lirična romanca za violino in orkester, ter s tretjim, lahkotno tekočim stavkom v obliki rondoja, v katerem se izmenjuje melodično gradivo med solistično violino in orkestrom. Po tehnično natančno izvedeni, suvereni, muzikalno intenzivni in virtuozni igri v Mendelssohnovem koncertu v E-molu je violinistka Isabel Faust v drugem delu predstavila fantazijo za violino in orkester v C-duru opus 131. To je domišljijsko zasnovano delo temačnega občutja, ki ga je Robert Schumann napisal v svojem zadnjem ustvarjalnem obdobju leta 1853. Igra Isabel Faust je poslušalce presunila s tonsko subtilno, izrazno poglobljeno in muzikalno violinsko igro. Poslušalce v povsem polni dvorani Union je razveselila z dodanim Schumannovim intermecem iz sonate za violino in klavir v F-duru v priredbi za violino in orkester. Simfonični orkester zahodno-nemškega radia iz Kölna pa je pod taktirko Andrewa Menzija kot dodatek zaigral še skerco iz simfonične priredbe okteta za 4 violine, 2 violi in 2 violončela v S-duru opus 20 Felixa Mendelssohna Bartholdija. V nedeljo je bil v dvorani Marjana Kozine Slovenske filharmonije 3. koncert filharmoničnega pretežno-vokalnega cikla. Zbor Slovenske filharmonije je vodil gostujoči dirigent Holger Špek. Večer z naslovom Ljubezenski ples pa je minil v znamenju del Johannesa Brahmsa in Edvarda Elgarja. Njuna glasba je oklepala prvo izvedbo nove skladbe Movimento mlade skladateljice in članice filharmoničnega zbora Federike Lopinto. Zbor je pripravila Jerica Bukovec, pri klavirju sta bila Joele Andreoli in Alina Kolomjec. Prispevek je pripravila Maruša Frelih.
Večer, imenovan Ljubezenski ples, je bil prežet z deli, ki prikazujejo številne obraze ljubezni. Tako smo v prvem delu koncerta slišali 2 Brahmsovi skladbi, izmenjujočo se pesem za ob plesu opus 31 na Goethejevo besedilo in nove ljubezenske pesmi opus 65, ki je uglasbitev pesniških besedil ljudskega izvora Georga Friedricha Daumerja, zadnja pesem pa je prav tako Goethejeva. Ta pevska kvarteta s klavirsko spremljavo sta del žanra, namenjenega domačemu muziciranju, ki manj bode v oči kot druga velikopoteznejša Brahmsova dela. V duhu romantične dobe in z ljudskim pridihom, s katerim je bil navdahnjen angleški skladatelj Edward Elgar ob počitnikovanju na bavarskem podeželju, je koncert sklenil njegov cikel pesmi s klavirsko spremljavo z bavarskih planin opus 27. Če smo v omenjenih ciklih iz romantične dobe okusili ljubezenska hrepenenja, trpkosti, vzvišenosti, prepovedi, romantizacije, lahkotnosti in druge barve širokega spektra ljubezenskih čustvovanj, je bila v središču koncerta skladba Movemento, ki prinaša vprašanje ljubezni do sočloveka. Družbeno-kritično zasnovano delo v sodobnem glasbenem jeziku mlade skladateljice Federike Lopinto je svojstven premislek o duhu časa, hkrati pa nosi vodilno idejo, kot pravi skladateljica sama, o povezovanju z drugimi preko ljubezni. Uvodni zborovski interpretacijski elan v Brahmsovi pesmi za ob plesu ni zaživel v polnem zamahu. Mestoma je skladba zvenela nekoliko neurejeno in manj usklajeno, v posameznih glasovnih sekcijah dokaj nehomogeno. Interpretaciji je botrovalo vse preveč intonančnih krhkosti, zato Brahmsova uvodna skladba ni pustila prepričljivega vtisa. Z pianističnega vidika je bila partitura izvedena korektno in zanesljivo, Gioele Andreoli pa se je v celovečerni izvajalski vlogi sicer izkazal kot spreten pianist. Večji izraz in zvočno uravnoteženost je zbor pod natančno, a nekoliko hladno taktirko Holgerja Špeka v nadaljevanju dosegel z izvedbo Brahmsovega cikla Nove ljubezenske pesmi. Ob muzikalni spremljavi 2 pianistov, Andreolija in Aline Kolomjec, ki se je pridružila v igri za klavir 4-ročno, je izvedba v celoti zaživela s polnejšo izrazno širino. Zbor je zazvenel bolj ubrano, v večjih stavkih pa so se izkazali tudi solisti, izbrani člani zbora. Sopranistke Anja Avbelj, Urška Šemrov, Andreja Zlatnar in Ernestina Jošt, altistka Ana Potočnik, tenorist Rok Ferenčak in baritonist Martin Kozjek. Začetek drugega dela koncerta je presunil s sporočilno in izvajalsko močjo novega dela Federike Lopinto z naslovom Movemento za zbor, posebej za skladbo izbrane soliste, člane zbora Slovenske filharmonije in klavir, ki ni imel le spremljevalne, temveč zvočno konstitutivno vlogo. Iz izbranih besedil Jonathana Swifta, Percyja Shelleya, Shakespearovega in skladateljičinega lastnega je moč razbrati družbeno-kritično noto, med drugim razmislek o tem, kaj postane človek, ko pride na pozicijo oblasti. Hkrati pa skladba nosi uporniško moč, ta pa se lahko doseže le s povezanostjo v skupnosti.
V delu se to odslikava z uporabo razširjenih izvajalskih tehnik, posebnih zvočnih učinkov s skrajnimi nizkimi in visokimi tonskimi legami, ki jih je skladateljica domiselno stkala v vokalno-instrumentalne zvočne slike, zbor pa je bil tem izvajalskim izzivom več kot kos. V zadnjem delu večera smo slišali še Elgarjev cikel pesmi z bavarskih planin, ki pa se z dramaturškega gledišča kljub živi, občuteni in polnozvočni izvedbi ni ravno podal h koncu koncerta. Kot mora biti knjiga sekira za zamrznjeno morje v nas, kakor je zapisal Kafka, bi morala tudi glasba, ki razbije tišino družbene brezbrižnosti, imeti zadnjo besedo, zadnji zven. Pretekli četrtek je na 4. koncertu Abonmaja Kromatika nastopil Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko mladega dirigenta Gaetana Lococa. Prvi del sporeda je predstavil deli dveh priljubljenih ameriških skladateljev 20. stoletja, kubansko uverturo Georgea Gershwina in simfonične plese iz zgodbe zahodne strani Leonarda Bernsteina. V drugem delu pa je zazvenela suita iz baleta Ognjeni ptič Igorja Stravinskega. Takole je svoje misli o koncertu strnila Klara Žnidaršič. Tokratni abonmajski koncert se je osredotočil na glasbo 20. stoletja, ki jo je zaznamovala izrazita slogovna raznovrstnost. Ob klasični glasbi so se pojavljale tudi popularne zvrsti. Oba svetova pa nista le sobivala vzporedno, temveč se pogosto tudi prepletala. Pravi talilni lonec teh žanrskih tokov je bila Amerika, od koder izvirata skladatelja iz prvega dela sporeda. George Gershwin je med ljubitelji popularne kulture in džeza znan po broadwayskih uspešnicah in džezovskih standardih, med klasiki pa po operi, simfonični pesnitvi, klavirskem koncertu in rapsodijah. Teh področji ni strogo ločeval, temveč jih je prefinjeno povezoval v dela s kvalitetno orkestracijo in trdno glasbeno-teoretično osnovo. V kubanski uverturi smo slišali njegove melodične domislice, podkrepljene z latinskoameriškimi plesnimi ritmi in razširjeno tolkavsko sekcijo, kamor je vključil tradicionalne klaves, marakas, giro in bongo bobne. 7 tolkalistov je izvrstno ujelo plesni utrip karibske glasbe, pa tudi ostali del orkestra je pripravil dinamično izvedbo. Izstopal je entuziazem in prodorna igra trobivcev ter soli pihalcev, ki so lepo zazveneli v sostenuto delu. V nadaljevanju smo poslušali Bernsteinove simfonične plese, sestavljene iz odlomkov njegovega slavnega muzikala Zgodba z zahodne strani.
Gre za sodobno adaptacijo zgodbe o Romeu in Juliji, ki jo je Bernstein skupaj z Irvingom Kostelom in Sidom Reminom predelal v orkestrsko suito in nastala je sijajna sinteza popularne džezovske in resne klasične glasbe za velik simfonični korpus. Bernstein je kot mojster združevanja glasbenih svetov v simfoničnih plesih orkestrskim glasbenikom postavil izzive skozi svoje značilne premike metričnih poudarkov, džezovske melodije in celo fugo. S takšnim bogatim glasbenim gradivom so člani orkestra zlahka pritegnili pozornost in navdušili občinstvo. Predvsem hitrejši in živahnejši deli so delovali prepričljivo, med mirnejšimi deli pa velja poudariti muzikalen violski solo z osrednjo temo v drugem stavku. Po drugi strani je bil manj uspešen preglasen prehod v ča-ča in zadnji stavek, v katerem se glasbeni tok še zadnjič umiri in ni več izrazitih ritmičnih elementov ter kratkih motivov, ki sicer poganjajo hitrejše stavke. Zdelo se je, da je v tem umirjenem delu v orkestru zmanjkalo intenzivnosti in tako je konec ostal brez prave razrešitve s preglasnim sklepom in prekratkim zadnjim tonom. Čeprav je z izjemo zaključka glasba pretežno dobro učinkovala, je bilo med dirigentom in orkestrom zaznati zadržanost pri zasledovanju skupne interpretativne vizije. Za dirigentskim pultom je stal mlad, še ne 30-letni Italijan Gaetano Lococo s profesionalnim življenjepisom, ki kaže raznovrstno paleto interesov od literature in jezikov do opere in simfoničnega repertoarja. Lococova študiozna narava se je pokazala tudi v nastopu, saj je ves koncert dirigiral na pamet, manjkalo pa je malo več njegove sproščenosti in muzikalnosti. Glasbo je sicer privedel od začetka do konca, a glasbeni vrhunci so bili pod njegovim vodstvom preveč ublaženi, izvedba pa ni ponudila izstopajočih presežkov. Od ameriških džezovsko-simfoničnih del smo se v drugem delu koncerta s suito iz baleta Ognjeni ptič približali še baletni tradiciji. Igor Stravinski je snov za zgodbo črpal iz ruskih ljudskih pravljic in čeprav delo izvira iz zgodnjega obdobja njegovega ustvarjanja, že kaže zametke njegovih modernističnih prijemov. Pritajen uvod nizkih godal, ki se razvije v glisande flažoletov, je ustvaril mistično pravljično razpoloženje. V variacijah so solisti na pihalih oživili igrivi ptičji ščebet, manj prepričljivo pa so zazveneli solistični nastopi v plesu princes, v katerem bi si želeli več občutka za fraziranje in intonančne čistosti. Tudi slavni peklenski ples zaradi ritmičnih nenatančnosti ni docela zaživel v pričakovani dramatičnosti. Proti koncu suite je umirjen kontrast ustvarila uspavanka, ki sta jo zaznamovala predvsem fagotistova čista, a nekoliko preveč previdna igra in učinkovit pianissimo prehod v finale. Topel solo Roga je v zadnjem stavku ustvaril odlično izhodišče za dinamično gradacijo, ki je orkestru tudi dobro uspela, le maestoso je bil prepočasen, a vendarle se je skladba zaokrožila z impozantnim trobilnim koralom. Ker tokratni spored ni vključeval solističnega nastopa, je za dodatek poskrbel kar orkester. Koncert so sklenili z Gershwinovo priljubljeno filmsko skladbo Walking the Dog. Nadaljujemo na Celjskem, kjer je ravno tako prejšnji četrtek na odru Narodnega doma Celje nastopil trio Janus. Koncert je spremljala Polona Kovačič.
Trio Janus sestavljajo trije mladi glasbeniki, violinist in skladatelj Matija Krečič, ki je končal študij violine in kompozicije na Deželnem konzervatoriju v Celovcu, violončelistka Ema Krečič-Rode, ki je letos končala podiplomski študij violončela na Univerzi Mozarteum v Salzburgu, ter pianist in dirigent Davorin Mori, ki živi in deluje na Dunaju. Od lani pa je tudi prvi gostujoči dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Več Matija Krečič. Trio Janus sestavljamo Ema Krečič-Rode na violončelu, Davorin Mori za klavirjem in jaz na violini. Se pravi, Ema je moja sestra, za zadnja leta veliko profesionalno sodelujeva. Davorin Mori pa je moj kolega študijski iz Celovca. Predvsem pa je najbrž on največ mojih skladb izvedel od vseh glasbenikov. Se pravi, že takrat med študijem, ko sem začel pisati, pa so bile sonata za violončelo, pa sonata za violino, pa tako je. To je vse vedno on prvi izvajal ali pa potem kasneje tudi posnel. No. Tako da je bilo nekako logično, da se mi trije povežemo v ta trio in izvajamo muziko, ki nam je vsem trem blizu. No. Programska zasnova koncerta je ponudila pogled na 3 ustvarjalna polja z nekaj skupnimi slogovnimi stičišči v kompozicijskih prijemih, ko se z elementi že slišanega, a preoblikovanega v dobro mero dramatičnosti, resnosti, ironije in neizmerljive globine, ustvarita popolnoma nov individualen umetniški izraz in sporočilnost glasbe. Zbrali smo skladbe, ki se mi zdi, da se na nek način povezujejo. No? Ja, na eni strani 2 ruska skladatelja 20. stoletja, oziroma Rodion Ščedrin je letos umrl. Tako da nekako imamo to rusko tradicijo, ki je tudi meni kot skladatelju sicer v bistvu zelo blizu. No? Vedno sem imel rad rusko glasbo. In Rodion Ščedrin se v svojem delu 3 smešne skladbe za klavirski trio v bistvu v 2 stavkih poigrava nekako s tematskim materialom glasbe iz drugih obdobij. Tako imamo drugi stavek nosi naslov Zaigrajmo opero Rossinija, ne? In se potem v bistvu tako z Rossinijevim slogom malo poigra. No in na drugi strani je recimo moja skladba Gespräche mit Franz Peter, ki je pa v bistvu se prav tako ukvarja z motivi Franza Schuberta, s skladbo sonato za arpeggione in klavir. Potem pa sta tukaj 2 tria. No, jaz sem doslej napisal tak recimo enostavčni klavirski trio, Big Ship Full of Joy and Crab, in sem ga pač nekako smo ga umestili na program kot neko otvoritveno skladbo tega večera, in na drugi strani na koncu večer zaključimo z izjemnim Šostakovičevim E-mol triom znanim, in se mi zdi, da nekako potem dobimo en tak dramaturški lok. Groteskni elementi in nepričakovani obrati v Ščedrinovem delu ter globoka čustva, tehnična briljanca, dramatično občutljive ostre in kontrastne zvočne pokrajine v Šostakovičevem triu so prišli do izraza v profilirani izvedbi Tria Janus, ki deluje enotno, skladno in dopolnjujoče. V vsakem pogledu vzbudi pozornost violinist Matija Krečič, ki je izvrsten izvajalec, z izjemnimi sposobnostmi in širokim obzorjem zamisli pa ustvarja pomembna dela. Skladbo Big Ship Full of Joy and Crab je napisal pred 2 letoma. Skladba je na nek način programska. Napisana je bila v skladateljski rezidenci v Kotorju. To je bil projekt Synergy, ki je združeval skladatelje Zahodnega Balkana in je nekako tema tega projekta, teh umetniških rezidenc, je bila ekologija. In na mojem 2-tedenskem bivanju v Kotorju je bilo zelo težko, bi bilo zelo težko zgrešiti, kaj je glavna ekološka nevarnost tam, in to so pač križarke. Ne.
ki plujejo v Boko Kotorsko in onesnažujejo nenormalno. Pač ta zaliv, ki je prekrasen, ne, pač čudež narave po svoje, kako je tam vse lepo, ampak ja, to so 4-5 križark na dan, pridejo, se sparkirajo, usujejo se turisti, ki pač vse umažejo, pustijo svoje stvari tam, svoje smeti. In to je to in odide, ne. Se pravi, imamo zvočno onesnaževanje, imamo čist, se pravi, smeti, imamo izpuste, skratka, grozno, no. In pač seveda jasno je, zakaj je to tako, ker je pač ti turisti prinesejo pač toliko denarja, da pač najbrž Kotor in okoliški kraji najbrž od tega turizma živijo, hkrati jih pa to uničuje, absolutno. No, kakorkoli, jaz sem potem nekako napisal eno skladbo, ki je v bistvu malo orisuje ta prihod, recimo ene take ladje. Noter je tudi spet malo enih jazzovskih momentov, ampak to pa predvsem zato, ker sem hotel mogoče tako obrniti sliko od te siceršnje govorice glasbene, pa v bistvu uprizoriti neko to lahkotnost, ki jo mogoče imajo ti ljudje, ki pa pridejo, ne, in v bistvu, ki pridejo samo po majčkem zabave, pa po par slik za Instagram, ne. Tako da sem v bistvu, kot rečeno, je zelo programska skladba, zelo na nek način široko opisuje v bistvu to, kar se dogaja in kar je absolutno nevarno, da uniči pač cel zaliv in veliko čudovite narave in vse okolice, ki je tam okrog v Črni gori, no. Leto starejša, iz leta 2022, je Kriččeva skladba Gespräche mit Franz Peter za violončelo in klavir, ki jo je ustvaril po motivih iz sonate v A-molu Arpeggione Franza Schuberta. Ja, ta skladba je napisana za sestro. Ona je prosila, da ji napišem skladbo za GM Oder, takrat je manjko en del programa. No, še pred tem GM Odrom pa so enkrat imela en kratek stik, ker ona tudi tam v isti hiši, kjer jaz ustvarjam, tudi ona vadi, oziroma takrat je vadila, in je ta Arpeggione skozi vadila. In potem, ko sem jo enkrat, ko sem si šel dol narediti čaj, sem jo vprašal, koliko časa pa misliš še to zdaj vežbati, ne? Ni bila preveč zadovoljna, ker sem jo to vprašal na ta način. No, in potem, ko je kasneje naročila skladbo, sem rekel, no, zdaj bom pa jaz probal tale Arpeggione malo bolj po svoji meri narediti, ne. Pa še nekako bo malo šala, no, da se s tem opravičim, ne, za tako nesramno vprašanje. Tako da sem potem se lotil tega Gespräche mit Franz Peter, oziroma s to Arpeggione sonato sem si dal posla in sem pač v bistvu, sicer so neki humorni elementi, ampak sem z eno veliko mero v bistvu spoštljivosti se lotil in dejansko skladba, upam, zafunkcionira dejansko kot en pogovor med dvema človekoma v drugih časovnih obdobjih. Zato so elementi jazza, so elementi te glasbe, ki je nekako danes aktualna, so prisotne različne tehnike igranja na violončelo in tako, kar se v njegovem času še seveda ni počelo. Tako da predvsem, no, če se vrnem samo na to anekdoto sestro, predvsem ji nisem nič povedal, kakšno skladbo ji pišem, no, tako da pa kasneje, ko sem ji pokazal in je videla, zakaj se gre, je bila pač, sem zaključil to šalo, no, in opravičilo obenem. Matija Krečič je perspektiven skladatelj, ki z izvirnostjo umetniških odločitev in edinstvenim pridihom prefinjenosti in drznosti oblikuje svoj izrazit skladateljski glas v učinkoviti pestri zvočni strukturi. V njej pride do izraza tudi glasbena širina, ki jo kot klasični violinist in skladatelj pridobiva še v drugih zvrsteh. To se kaže zlasti v različnih kompozicijskih elementih, kot so jazzovski, in v izostrenem občutku za ustvarjanje takšne glasbe, ki poslušalca v celoti pritegne.
Njegove skladbe na odru zaživijo tako, da ne utonejo le v enkratni izkušnji poslušanja, temveč se pronicljivo zasidrajo v občinstvo in najdejo trajno mesto na glasbenem prizorišču. Trio Janos je s prepletom njegovih mojstrovin in glasbe ruskih velikanov v Celju pripravil izvrsten koncert in ga sklenil še z eno inventivno Krečičevo skladbo Jesensko tiho. Zadnjo novembrsko nedeljo smo lahko prisluhnili enemu najstarejših zborov v Sloveniji. Učiteljski pevski zbor Emil Adamič je 1. novembra zaznamoval 100 let delovanja. Ob tej priložnosti so pevci pripravili jubilejni koncert v Slovenski filharmoniji, pred njim pa so se podali tudi na turnejo. Več v prispevku, ki ga je pripravila Sara Barta-Rijavec. Zbor v vseh teh letih ni bil samo združenje pevcev, temveč pomembna izobraževalna gonilna sila, ki je pod vodstvom Emila Adamiča in Srečka Kumarja postavila temelje sodobne zborovske pedagogike. Misli o poslanstvu in zgodovini zbora je z nami delila podpredsednica Marjeta Raztresen. Včasih je bil učiteljski pevski zbor kalilnica, smo rekli temu, zborovodji, ki so potem to znanje, ki so ga pridobili pri učiteljskem pevskem zboru, uporabili pri delu svojih lastnih zborov na osnovnih, srednjih šolah oziroma v lokalnem okolju. Danes je tega manj, imamo pa eno novo zadevo, ki smo jo začeli leta 2016, torej pred 9 leti. In sicer nekako smo si zadali, da je učiteljski pevski zbor Slovenije, ker je to državni zbor, lahko tisti zbor, ki povezuje vse ostale učiteljske pevske zbore, ki delujejo po Sloveniji, po šolah, osnovnih in srednjih šolah. In seveda, kateri dan bi bil najprimernejši, da se srečamo, da se mrežimo, da si zapojemo drug drugemu, to je 5. oktober, svetovni dan učiteljev. In dan in ura in kraj sta že nekaj let, torej leto že 10. leto, stalnica. To pomeni 5. oktobra ob 19. v Slovenski filharmoniji. Vsako leto nekako pride približno 9-10 učiteljskih pevskih zborov, ki na tem odru Slovenske filharmonije zapojejo in na tak način praznujemo dan učiteljev z glasbo, kar se mi zdi zelo prav. Prvi del jubilejnega koncerta je bil zasnovan kot poklon preteklim desetletjem delovanja. Občinstvo je slišalo izbor skladb, ki jih danes pozna skoraj vsaka zasedba. Večerna pesem številka 2 Emila Adamiča, Petelinček je zapel Hilarija Lavrenčiča, Ženkami v goste gre Franceta Marolta, Mrak Radovana Gobca, Jabolko rudeče Jakoba Ježa, Ta drumeljca je zvomljana ter Ljuba Vigrec se rodi Lojzeta Lebiča. Zadnji 2 skladbi sta nosili posebej osebno noto dirigentke in sedanje zasedbe, Strmčnikova Nočna pesem, krstno izvedena prav na jubilejnem koncertu, ter Oče naš Alfreda Šnitkeja, posvečena dirigentkinemu pokojnemu mentorju. V drugem delu so se nekoliko bolj posvetili tuji literaturi. Posebno pozornost sta pritegnila Libertango Astorja Piazzole v zborovski priredbi Oskarja Eskalade, ki so ga začinili kar 3 gosti in koreografija, ter Dajte, dajte Alda Kumarja, pri kateri so se na odru združile vse generacije pevcev. Kako so skladbe izbrali, je opisala dirigentka Anastasija Banovec. Želela sem si, da bi bil program res raznolik, res zanimiv, tako za poslušalce, tako tudi za pevce, ker to seveda tudi povabi, pritegne pevce, da tudi hodijo na vaje in ko želijo peti. Obvezno v repertoarju mora biti različno obdobje, od klasike do moderne glasbe, tako da to je nek temelj, kateri vedno nekako osnova pri izbiri repertoarja. Tukaj, kar se tiče koreografiji, to so bili neke moje take intuitivne želja. Libertango, to sem še iz Rusije prepeljala, seveda, smo to tudi izvajali. Pa Jabolko, te ljudske so me nekako sami nagovorili in smo to, jaz sem naredila to koreografijo, da bi bil čim bolj raznolik in zanimiv koncert. Kar se tiče pa tudi ruske skladbe, ki smo jo izvajali, to je bil nekako poklon mojemu profesorju, Borisu Teplinu, ki je žal ni več z nami, ampak sem si želela, da na take obletnice tudi zazveni ta skladba.
Za pestrost koncerta so poskrbeli tudi številni gostje. Mezzosopranistka Sara Briški-Cirman-Raven, mladinski pevski zbor osnovne šole Nazarje, pianist Joele Andreoli in tenorist Marcelo Brula. Koncert ob stoletnici Učiteljskega zbora Slovenije Emil Adamič je ponudil pogled v preteklost in pokazal, da tradicija ostaja živa, če jo negujejo ljudje, ki verjamejo v njen pomen. Zdaj pa še kratek skok čez mejo. Tržaško gledališče Giuseppeja Verdija je konec prejšnjega meseca vstopilo v novo operno sezono. Predstavi ob odprtju sta bili dve. 28. novembra so uprizorili Rossinijevega Sevilskega brivca, 29. pa Mozartovo Figarovo svadbo. Obe je režiral Pier Luigi Pizzi, za dirigentskim pultom pa je bil novi stari šef dirigent Enrico Calesso. Dejan Juravič si je ogledal Sevilskega brivca. Predstava je bila na sporedu v petek, 5. decembra. Splošno je znano, da je ta opera z duhovito osebino in glasbo pri krstu propadla. Res pa je, da se je zgodilo marsikaj, kar je prispevalo k temu neuspehu, vendar vse našteto spada v zgodovino. Rossinijev brivec pa danes velja za eno najboljših komičnih oper vseh časov. Izvrstna sta tako libreto kot glasba, ki omogočata odlične in genialne zamisli pri uprizoritvi dela. Režiser, scenograf in kostumograf Pier Luigi Pizzi je v klasičnem slogu ponudil čisto, geometrijsko, strogo arhitekturno strukturo, ki spretno spremeni okolje iz zunanjosti s hišami in trgom v notranje prostore Don Bartolovega doma. Belino mizanscene dopolnjujejo barvni kostumi, dialog med sceno in osebino, konvencionalna režija s predvidljivim odrskim prometom v skladu z običajno interpretacijo Rossinijeve mojstrovine, ter tudi resnična čustva v neoklasicistični uprizoritvi, navdihnjeni z elegantnim in čistim minimalizmom. Dirigentska paličica Enrica Calessa podaja prepričljivo izvedbo z zanimivim, polnim in artikuliranim zvokom, toda z nekoliko razvlečenimi tempi. To je vplivalo na brezhibno izvedbo in briljantnost tona, zlasti v ansambelskih tutti prizorih. Vzdušje Rossinijeve umetnosti krasijo številne agogične spremembe, te so bile zadržane in so brzdale živahen ritmični utrip. Veliko odrske energije pa je bilo zaznati pri pevskih solistih, ki so ponudili različno interpretativno raven. Alessandro Luongo je igralsko samozavesten in glasovno prepričljiv Figaro. Annalisa Stroppa je igralsko prepričljiva Rosina, toda glasovno, kljub bogati paleti barv, zastrta, kolorature pa negibčne. Z zanesljivimi visokimi toni, jasno dikcijo, lahkotnim, a vendar polnim glasom je navdušil Marco Ciapponi. Njegov grof Almaviva je osrednja oseba zgodbe, zapeljivec, ki z glasovno uravnoteženostjo in samozavestjo briljira na odru. Marco Filippo Romano, glasovno vsekakor pravi basso buffo, se počuti udobno v vlogi Don Bartola, Abramo Rosalen pa je učinkovit Don Basilio.
Tržaško operno gledališče Giuseppa Verdija v letošnji sezoni ponuja še 5 opernih premier. Maja in junija prihodnje leto novi postavitvi Gunojevega Romea in Julije ter Straussove Elektre, aprilsko ponovitev Puccinijeve Madame Butterfly ter uvoženi predstavi januarja Vajlov Vzpon in padec mesta Mahagoni in marca Verdijevega Trubadurja. Januarja pa bodo na večeru 4 baletnih sekvenc na glasbo Mahlerja, Vivaldija, Fureja in Ravela v koreografiji Rolana Petija, Christopherja Wildona in Krzysztofa Pastorja gostovali baletniki Rimske opere. Tako, spoštovani poslušalke in poslušalci, končan je današnji glasbeni utrip, ki smo ga pripravili uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo programa Ars. Urednica oddaje Vesna Vovk, napovedovalca Mateja Perpar in Igor Velše ter tonska mojstra Vito Plavčak in Vladimir Jovanovič. Poleg opere smo v njem predstavili še koncert ob obletnici učiteljskega pevskega zbora Emila Damić, večere abonmajev Kromatika, orkestrskega cikla Narodnega doma Maribor ter pretežno vokalnega cikla Slovenske filharmonije ter koncert Tria Janus. Če bi želeli oddajo slišati še enkrat, poslušajte ponovitev jutri ob 11. na programu Ars, lahko pa jo poiščete tudi na naši spletni strani. Lep dan še naprej in naj vam tudi prihodnji teden obarva glasba.